Pozdravljeni na uvodnem večeru Dolg dokumentarna obzorja ciklusa, ki ste ga spoznali lansko leto in se letos ponovno vrača vsak ponedeljek v poletnih mesecih v dvorano Gustav. Sicer pa na današnjem večeru praznujemo ne samo ponovno vračanje ciklusa, pa 10. obletnico festivala Dolg, ki bo v septembru, ampak tudi 150-letnico Pariške komune in ji posvečamo ta večer. Z mano sta Rajko Muršič in Miha Zadnikar, s katerima bomo obnovili in obudili spomin na Pariško komuno. Pa mogoče za začetek, da reaktualiziramo oziroma aktualiziramo idejo Pariške komune, podata vsak svoje videnje na Pariško komuno danes. Miha, tebi najprej predala besedo. Ja, danes zapažam predvsem, da se seveda o Pariški komuni ne govori tako, kot naj bi se, oziroma kot se je govorilo tukaj še pred nekaj desetletji, ko je bila ta tema in celotna dejavnost, pomen Pariške komune seveda mainstream, ne samo v šolskem sistemu, ampak tudi v konceptu neke države. Se je verjetno poleg Kitajske in Jugoslavija tista, na katero je med vsemi socializmi Pariška komuna največ vplivala, vsaj pa so se na njo najbolj sklicevali, ne. Če beremo Kardeljeve tekste iz 50. let, tam do ustave leta 63, on ne uporablja izraza občina, ampak uporablja striktno izraz komuna, ali pa govori o komunu, ne, komun, te zadeve. Ja, pomen danes je seveda treba vedno znova osvetljevati, vedno znova je treba priti do pomena prve delavske države, pomena tega, kar je ob vseh napakah vendarle 72 dni lahko vztrajalo in ki v bistvu daje veliko, kljub temu porazu, veliko upanje, kaj se lahko pripeti, če ljudje sodelujejo. Sploh Pariška komuna je tak zgled, o čemer bomo še govorili, ko je zelo veliko raznolikih političnih grupacij delovalo, ne? Ampak o tem bomo nekoliko kasneje. Vsekakor pa živimo v tem ambivalentnem obdobju skoraj da uzakonjenega pozabljanja na to vrstne zadeve, tako da je o Pariški komuni še kako treba govoriti. Rajko, še tebi uvodno besedo. No, že to, da o Pariški komuni govorimo danes tukaj na tem odru Gustava v Mariboru, ne pa v osrednjem kulturnem hramu v Sloveniji ali pa bog ne daj na nacionalni televiziji, ne, pove skoraj da vse, ne. To je, kot je Miha povedal, zgodovina, ki se jo bojimo, zgodovina, ki nas je postalo neskončno strah zaradi tega, ker govori pravzaprav resnico v sedanjem času, ne, in jo moramo reaktualizirati prav skozi izkušnjo neke skupnosti, ki je pokazala seveda, da je mogoče živeti, da je mogoče preživeti in da je mogoče tudi zahtevati nemogoče tukaj in zdaj, ne pa z neko utopistiko v nekem neskončno oddaljenem času. Zdaj, Miha je že povedal, da je bila nekdanja Jugoslavija ves čas do izročila Pariške komune, morda med vsemi socialističnimi državami še najbolj, kako ne rečem temu, bom rekel fair, ne bom rekel prijazna, ne, ampak da se je poskušali iz tistega trenutka nekaj naučiti. 30 let potem, ko smo opravili z zgodbo takratnega samoupravnega socializma, je pa videti, kot da v prihodnosti ni več ničesar, ne. Kot da smo zabredli v neko močvirje, iz katerega ni več nobenega koraka naprej, nobene možnosti, ne. In prav ti zgodovinski trenutki, ko imaš občutek, in takšna so bila 60. leta 19. stoletja, ko imaš občutek, da se ne bo nič več zgodilo, da sprememba ni več mogoča, ne, se pravzaprav zgodi nepričakovana zadeva, pri kateri se v trenutku zopet razpre neko zgodovinsko okno, in morda je naš pogovor danes namenjen temu, da si vsej zamišljamo to okno, ki morda
ga je potrebno odpreti. Ja, hvala. Mogoče še kontekst tega današnjega večera. Večer je postavljen še v terminsko obdobje, v katerem je pred 150 leti še potekala Pariška komuna, oziroma konkretno v tem obdobju, v tem tednu do 28. maja, ki se mu je reklo tudi krvavi teden, je pravzaprav že potekalo klanje Pariške komune oziroma pripadnikov, članov. Zdaj mogoče, če iz današnje perspektive pogledamo tudi na ta konec, oziroma Miha mogoče si pravi izraz uporabil neuspeh Pariške komune, se mi zdi tudi v tem smislu pomembno aktualizirati to dogajanje, ker je iz današnje perspektive seveda razlog, zaradi katerega je takratna oblast si vzela pravico pokončati komunarde oziroma člane, pobudnike tega v bistvu inovativnega sistema, Bog. Danes mogoče z drugačne perspektive gledamo na Boga, lahko gledamo tudi na delovanje takratne oblasti. Ja, jaz moram reči, da sam prav zaradi te velike naklonjenosti nekdanjega režima nisem nikoli gledal na samo Pariško komuno z nekim idealističnim očesom, ampak kot del tiste zgodbe, ki nas v 70-ih letih, ko sem pač hodil v šolo tukaj v Mariboru, ni ravno najbolj navduševala, če lahko rečem na ta način. Bila je del režima, ne? Del režimskih proslav, del režimskega spominjanja, in tudi na nek način sem tudi potem nekoliko izpustil iz spomina sama dogajanja same komune. Miha bo precej več o tem povedal, ker si se v zadnjem času ukvarjal prav za zgodovino, prav za dejstvi, ne, na samem terenu. Jaz pa sem bil, ko sem se znašel v Parizu pred spomenikom komunardom, prav dobesedno šokiran. V nekem trenutku sem se zavedal, hej, tudi jaz sem pozabil na to, ne? Tudi jaz sem del te zgodovinske pozabe, ne? Ko sem videl, ko sem začutil vso to nasilje, ki si ga je privoščila takratna reakcija nad komunardi, in številke, ki so mi padle v oči, ne? Moram reči, da me je v tistem trenutku, ne, to je bilo pa pred kakšnimi, ne vem, 15, mogoče 20 leti, da me je v tistem trenutku res globoko prizadelo, predvsem pa to, da Francozi, Parižani ohranjajo spomin na komuno, ne? Ohranjajo živ spomin na komuno, ne nekaj, kar se je pač zgodilo enkrat v preteklosti in kar pač ima spomenik, ne? Občutek sem imel, da komuna tam v tej res pošastni spomeniški obliki dejansko živi in nagovori vsakogar, ki pride mimo, ne? Kar pomeni, da je del našega časa, ni del tiste neskončne preteklosti, ne? Miha, še mogoče. Jaz bi mogoče ta sistem pozabljanja in izrinjanja nečesa, kar seveda ni uspelo, pa je treba vseeno brati dialektično. Stvar je uspela, ker nam lahko ponuja velik nauk. Povedal skozi žalostno priliko, ki jo je Bertolt Brecht doživel, ko se je vračal iz ZDA. To je bilo leto 1948, 1949. Vzhodne Nemčije kot države še ni bilo, bilo pa je pač to sovjetsko ozemlje v Berlinu, in on je imel takrat prvi predlog svoje prilike, kot reče parabole, odrske Dnevi komune. Se pravi, to je bil tekst, ki je bil pripravljen ob njegovi vrnitvi in je bil zavrnjen najprej grobo, češ da se tega sramujejo, da ta stvar je bila zgubljena in zakaj bi se država, ki se zdaj z vso silo ukvarja s socializmom, ukvarjala z njegovim porazom. To je bila tista prva reakcija, ki ga je šokirala, ko se je vrnil iz Združenih držav. Komad pa zelo priporočam, se ga da tudi lahko dobiti celo na YouTubu, bodisi kot vzhodno-nemški kasnejši film iz leta 1966 ali pa tudi kot uprizoritev, ker ima zelo dobro dimenzijo intimnega kroga in realističnih osebnosti iz tistega časa. Te stvari so zelo dobro podane. Tako da sem skozi to malo povedal, kako je s tovrstnimi zadevami pozabljanja.
Mi smo se na sociologiji kar dosti učili o tem, ne samo prej v šolskem sistemu. Tudi sam, kdor je hotel, je lahko precej prebral, treba pa je seveda poudariti, da je Pariška komuna strašno dobro dokumentirana. Da tudi zdaj, ko sem si malo gledal od marca naprej dokumenti, tudi proglasi, ki so prihajali iz vseh vetrov, ali pa dekreti, ki so jih tudi objavljala najrazličnejša združenja, da so ohranjeni, jih Francija arhivira. Francija, kakor nima komune nikoli v šolskem kurikulu, jo ima, kot je Rajko rekel, v spominu in opozoril bi, ko smo že na odru kluba, ki je tudi glasben, je leta 1971 ob 100-letnici komune izdala ne samo študijo, ampak tudi študijsko izdajo dvojne vinilne plošče La Commune en Chantant, kjer predstavlja bodisi stare štikle, komade ali pa novo komponirano glasbo, tudi Marseljezo, tudi državno himno so napisali z novim besedilom, tako da tega gradiva, tega spominjanja je kar dovolj. Letos ob 150-letnici je bila pa tudi umetniška razstava. Umetnost in komuna je tudi eno posebno področje. Ne? Pa se mogoče v teh spominih ali pa aktualizacijah kdo loteva tudi ravno te razporeditve moči, torej oblasti, ki si vzame pravico, kot se nekaj pač od Boga dano, ki je zdaj praktično ne moremo več tako razumeti. Ja, ko je Alain Badiou pisal tekst ob obletnici zdaj komune, se je ukvarjal tudi s tem in naredil par usporednic in trdi, da se je drobna buržoazija obnašala skozi svojo reprezentacijo v oblasti, recimo zelo podobno, kot se je De Gaulle kasneje obnašal v 60-ih letih. Da gre za neko matrico obnašanja buržoaznega, ki se ga v Franciji da v bistvu zelo dobro brati tudi od prvega izdajstva. Saj leta 1830 s prvo revolucijo buržoazija prvič v zgodovini izda delavstvo. Tako je. Nastopijo skupaj, ampak so že 3 dni zatem izdani. Ista zgodba se ponavlja skozi obdobje 1848, ki se pa še bolj zaplete. To lahko zdaj spremljate, ko je v 4 delih nadaljevanka o Viktoriju Hugoju, sovražniku države, namreč njegova politična dejavnost. In tam smo prišli ravno na prelom, ko Louis Bonaparte, se pravi Napoleon III, v drugi republiki zadevo spet izda. Okliče se za cesarja, vse tiste obljube o javnem in laičnem šolstvu, za katere se je tudi Hugo zelo zavzemal, so poteptane in to je to predobdobje, to je v bistvu uvod, je to, da je Louis Bonaparte izkoristil drugo republiko in seveda je bil to odgovor, tudi izsiljena nesmiselna vojna, potem v tej fazi s Prusijo, se pravi julija 1870, sramotno premirje, vse zaradi neke avtokracije, da ne rečem kaj, kar nas zelo spominja na neke čase tudi v lokalnem okolju, ne, te avtokratske geste, ki povzročijo lahko takšne ali pa drugačne rezultate. Ker smo že prej se dotaknili tudi glasbe, pa nenazadnje je ta večer povezan tudi s spletno projekcijo filma Pariška komuna Petera Watkinsa, ki bo predvajan v septembru med časom festivala. Seveda si lahko, kot je rekel Miha, pogledate tudi ogromno dokumentov že zdaj na spletu. Mogoče pač iz perspektive kulturologa, torej kaj pomeni v tem kulturnem boju pač to, kaj je ostalo za komuno oziroma ta dediščina? No, o tem pa jaz pravzaprav kaj dosti ne bi znal povedati, ne. Še sreča, da nisem kulturolog. Ampak povedal bi mogoče nekaj drugega. Šel bi korak naprej od tem, kjer je Miha končal. Ne. Ljudje imajo vedno neko svojo lastno, kakorkoli več tej zadevi rečemo, kulturo, ne, neko svojo lastno doživetje svojega časa in v takšnih primerih, ko ljudje stopijo skupaj, je temeljni način mobilizacije vedno pesem. Ne.
In če pesmi ni pri roki, ne, se pesem naredi na novo, če pesem je pri roki, se pridela novo besedilo, ne, na katero potem poješ. V vsakem primeru je pa mobilizacija vedno ta fizična mobilizacija ljudi poteka skozi glasbo, okoli glasbe, ne, in z glasbo plus seveda z drugimi produkti, ki jih ljudje spontano dajo od sebe, ne, zato ker morajo narediti neko skupnost, neko skupno resničnost z vsemi sredstvi, ki so na voljo, ne. In presenetljivo je to mogoče, da v meščanskem okolju, razen v takih izjemnih primerih, v bistvu, če rečem zdaj kulturologi, ne, niso nikoli resno jemali tistega, čemu rečemo sicer v etnologiji ljudska kultura, ne, torej kulture preprostih ljudi, ki jo ustvarjajo spotoma, ne, in jo prenašajo na najrazličnejše načine v najbolj banalnih okoliščinah, v glavnem seveda v javnih lokalih, prostorih, ki jih nima nihče pod nadzorom in tako naprej, ne. In ta kultura je vedno živa, ne, pa se vedno znova obrača v tisto smer, v katero se pač nekje mora obrniti, ne. Ampak Miha bo o tem vedel bistveno več od mene. Jaz bi pa dal eno drugo še iztočnico, ne. Zdaj, če živimo v kolikor toliko na videz normalnih razmerah, so ljudje prisiljeni prenašati tudi avtokracijo, zaradi tega, ker sami ne morejo takšnega sistema mimogrede zlomiti, ne, ker je preveč dejavnikov, ki z nasiljem skrbijo za njegov obstoj. Ko pa pride do motnje, ne, ko pride do nekega trenutka, v katerem ta neposredna hierarhična prisila, ne, ta avtokratska prisila ne deluje več, takrat pa ljudje lahko stopijo skupaj, ne, in vzamejo usodo v svoje roke. In to je bil pravzaprav, ne, ključen moment Pariške komune in praktično večina tovrstnih trenutkov, ki se zgodijo takrat, ko pride do zloma ali pa tik preden pride do zloma tega obstoječega režima, ne. Zdaj Napoleon III, Louis Bonaparte na nek način nam lahko govori o tem, kakšna je zgodba enega avtokrata, ki vzame vso to moč dobesedno nase, ne. In to strukturno nasilje, ne, ki temelji oziroma ki utemeljuje neko politično organizacijo, lahko v glavnem prekinejo samo takšne stvari, kot so velike naravne nesreče, vojne ali pa kakšne druge, recimo zlom gospodarstva ali pa kaj podobnega, ne. Ampak še ti zelo redko kdaj, največkrat je vojna tista, ki pripelje do roba oziroma čez rob, ne. In tukaj zelo dobro si rekel to, Miha, ne, ta epizodna vojna s Prusijo, ne. Vojna je vedno sredstvo, ki jo uporabijo avtokrati za to, da utrjujejo svojo oblast, ne. Vedno se na nek način dogovorijo celo za nasprotno stranjo, da bodo naredili red za to, da lahko mobilizirajo tisto državno silo. In vojna, nasilje je pravzaprav modus vivendi teh držav, ki jim ponavadi rečemo tudi demokratične, ne, dobro, za avtokracijo je to še toliko bolj očitno, ampak za vse imperialne, demokratične, ne, na videz države velja, da je vojna pravzaprav to sredstvo, ne. V določenih primerih pa vojna pripelje potem do točke preloma, v kateri zadeva ne deluje več, ne. Podobno je bilo seveda tudi konec koncev z oktobrsko revolucijo, ki pa je ta trenutek, ki se je zgodil v Rusiji, ne, ko več sistem ni deloval, ne, ki več ni zmogel prenašati te prisile do zadnjega občana navzdol, ne, so se na podlagi te, recimo temu svobodne na videz neorganiziranosti Pariške komune, ne, te nemoči ljudstva v tistem konkretnem zgodovinskem trenutku pa obrnili seveda na drugo pot oziroma na drugi pol, to je pa nasilje, sila, ne, prisila in tako naprej. Nastanek Rdeče armade je seveda prav dobesedno, lahko rečemo, zgodovinska nujnost, ne, ampak na nek način hkrati pa tudi znak, da je treba to nasilje uporabiti v revoluciji, ne, kot sredstvo uspeha, ne. Imamo pa seveda te podobne, kako naj rečem,
zgodovinske trenutke, v katerih pa seveda nosilci te družbene spremembe, do katere pride v obdobju, ki mu lahko rečemo liminalno, ne, tisto, ki je vmes, ne, v tem prehodu, pa bom mogoče pozneje še kaj več o tem povedal, vzamejo na način, ki pa ni hierarhičen. Ne. In jaz mislim, da je to potrebno razmišljati, kako tak zgodovinski trenutek, ko se moč od zgoraj zlomi, prevzeti na način, ki ne bo nasilen. Ne. In prav Pariška komuna je tista točka, ki jo moramo ravno zaradi tega še večkrat in še bolj podrobno premisliti. Ne. Skratka, govoriti moramo o nasilju, ko govorimo o Pariški komuni, ne. O nasilju v vseh njegovih razsežnostih, ampak ne bi še zdaj začel s tem, mogoče malo pozneje. Ja, omenil si skupnost, kar je v bistvu tudi ena izhodiščna točka tega pogovora. Torej, če pogledamo na delovanje Pariške komune, je skupnost vplivala v bistvu na Pariško komuno kot obliko organiziranosti z volitvami izvoljenih predstavnikov, ampak ne samo kot ena skupščina, temveč na več nivojih, na različnih lokalnih organih delujoča skupščina. Mogoče malo bolj podrobno razložiš to strukturo oziroma na kak način so se vse ljudje vključevali v bistvu v nadzor. Ja, strukturo je kar težko razlagati, da se omeniti politično, teoretsko nekaj silnic, vsekakor se da na grobo reči, da ta skupnost seveda njen najpomembnejši dosežek je, da tako v samih izvoljenih predstavnicah in predstavnikih, kot tudi pri policiji, ki je bila bolj milica kot policija, je bila, na to je Engels kasneje v predgovoru k državljanski vojni v Franciji opozoril, je bila možnost takojšnjega odpoklica. Se pravi, ko prebivalstvo ni zadovoljno, lahko kompletno strukturo odpokliče in jo kadarkoli zamenja. To je ena inovacija, ki pa naredi eno samo napako, kar se je seveda kasneje ugotavljalo. Ugotavljalo se je kasneje z Marksom delno, s korekcijo komunističnega manifesta, namreč korekcijo v tem smislu, ki se dotika ravno oblasti. Namreč ne zasest državne funkcije, ki so bile obstoječe, ampak dobesedno obglaviti državo, da ta moment manjka, ki ga pa Lenin pol v Državi in revoluciji detaljno razdela. To je ta najbolj krut moment, na katerega pa seveda ne moreš misliti. Kdo bi takrat lahko mislil? To je možno ugotoviti v tisti fazi zgodovine samo nekje za nazaj ali pa z močno sprotno analizo, kot je bila državljanska vojna. Vsekakor je skupnost, če se vrnem, skupnost najrazličnejših političnih subjektov, ne samo Mednarodno združenje delavcev oziroma Prva internacionala, z druge strani je Bakunin bil takrat, to je, bomo rekli, vrh prudonizma tudi, Blanqui in blanquisti, dobro, Blanqui konkretno je takrat v zaporu, to so najmočnejši dejavniki, se pravi imamo diapazon od marksistov do anarhistov na relativno majhnem območju, ki sodeluje do neke mere. In je to dejansko ena od takih priložnosti, ko bi dejansko lahko prišlo do tovrstnega sestrstva in bratstva na tem nivoju. Treba je seveda omeniti, da je bilo, to nas spet lahko spomni na tukajšnje čase prav zdaj, smešili so nekatere tedanje izjave, češ da se spet pojavljajo ljudje, ki obujajo ideje francoske revolucije, ne. Pa vendar je od takrat minilo že 80 let, oni pa še vedno živijo v teh iluzijah in v nekih starih, že davno preživelih časih, ne. Tako da vidimo skozi te periode, kako stvari na eni strani butajo, na drugi strani pa za določen del vladajoče strukture sploh ne obstajajo. Tam so ljudje dejansko mislili, da ideje francoske revolucije so pač bile v nekem obdobju, potem smo imeli že 2 republiki, pa 2 cesarstv in da to ni več potrebno, ker so časi popolnoma drugi. Tako da se pojavijo v teh skupnostih tudi neojakobinci z zelo
izrazito težnjo po osvežitvi tistega, kar je bilo med samim procesom francoske revolucije pozabljeno, recimo vprašanje suženjstva, ki se je kasneje razvilo na Haitiju v času francoske revolucije, pa znova vrnilo. Skratka, zaključek enega zelo razburljivega obdobja v Franciji, ki se žal konča tragično z veliko mrtvimi in izgnanimi v kazenske kolonije in ki v bistvu pomeni preskok v Nemčijo, kjer pa spet zadeva traja ravno toliko. Če imamo to periodo 40 let od prve revolucije 1830, kjer Walter Benjamin zanjo tako čudovito pove, kaj je to zgodovinski momentum, ne? Ko pravi, to je prizor, ko so ljudje spontano začeli z mušketami streljati na ure po Parizu, češ ustavimo ta čas, nov čas bo prišel, ne? To se je ta spontanost dogodila. Se pravi od 1830 do komune in potem ta bogata nemška izgradnja delavskega gibanja skozi delavsko partijo, ki danes seveda ni več to in že kmalu ni bila, se pravi gradnja SPD-ja z vsemi korekcijami, z vsemi 3 programi do tega, da pride spet čas po vojni, spet smo po vojni, kjer pa deluje in to je druga vzporednica delovanja tako imenovane namišljene desnice, tiste buržoazne, danes bi rekli liberalne levice, recimo, ki deluje tako podobno, kot je delovala v odnosu do komune, je delovala potem v Nemčiji tudi do zveze Spartak. Te zadeve se osupljivo ponavljajo. Mogoče za zaključek tu, ko je bila omenjena še oktobrska revolucija in problem nasilja, znano je, da je Lenin odšteval dneve. Se pravi, 7. novembra je imel v glavi 72 dni Pariške komune. In če damo to čez, bo lažje in bo olajšanje, tako da to... No pa še o skupnosti se mi zdi pomembno, pač kolikor se nekako dotikamo hkrati tega načina organiziranosti v tistem času, pa mogoče tudi načine organiziranosti, ki jih od takrat prevzemamo danes ali pa jih različna gibanja povzemajo, reaktualizirajo. V skupnosti vseeno, ki deluje na nekih recimo demokratičnih diskusijah na tej ravni, potem mora priti do nekega konsenza ali ne rabi priti do konsenza, da lahko uspešno deluje? Odvisno, o čem govorimo, ne? Ko govorimo o skupnosti. Če je Miha tako krasno pojasnil raznolikost, ne? Politična raznolikost, ki niti ni zvenela tako zelo raznolika, ne? V resnici govorimo o vizijah, ne, ki jih imajo posamezni akterji v tistem času, ki so tako zelo različne, da jih lahko samo čudež spravi skupaj na skupni imenovalec, je treba upoštevati tudi ljudi, navadne ljudi, ne? Torej ne političnih akterjev, torej ne tistih, ki mislijo politiko, ki si jo zamišljajo, ne, in jo tudi potem uresničujejo, ampak te vsakdanje preproste ljudi, ne, torej peke, krojače in tako naprej, ne, predvsem pa ženske in pa mladostnike, ne. Jaz mislim, da najbolj podcenjujemo pomen preprostih žensk, ki niso del političnega aparata, ki niti niso bile v tistem času nujno del proletariata, ne, ker večinoma niti niso bile zaposlene, ne, ampak in mladostnikov, ne, torej tu govorimo o mladih, ne vem, 12-13-letnikih, tam do 20. leta, ne, ki edini zares lahko vidijo tisto okenček, ki sem ga prej omenil, ki lahko vidijo nekaj popolnoma drugega, ne. Vsi drugi so že ukalupljeni, ne, so že na nek način v tem sistemu in razmišljajo o tem, kako bodo prevzeli posamezne momente, posamezne dele obstoječega sistema, ne. Ti pa bodo ustvarjali nekaj novega, ne. Bodo si ne samo zamislili, ampak tudi naredili nekaj, kar je radikalno drugačnega, ne. In ko vzamemo to ljudstvo, ne, te preproste ljudi, ki jim sicer ni mar za politiko, ne, ampak v trenutku, ko se svet sesuje, moraš ti nekaj narediti, da boš preživel do naslednjega dne, pa do naslednjega tedna, ne samo 72 dni. Ne. In na kaj se nasloniš? Ja, na edino, kar imaš, to je solidarnost.
To je biti skupaj z drugimi, pomagati drugim in skupaj z drugimi nekaj narediti. Ne? In če ti lahko v tem okviru preproste solidarnosti, te vsakdanje solidarnosti, človeške, ne? Če ti lahko mimo grede aktiviraš tiste sile, ki so pač v tem trenutku potrebne za to, da bo funkcioniralo to, da bo ta pekarna lahko delovala, da bodo otroci na varnem in tako naprej. Ne? Ko te preproste vsakdanje stvari rešiš, takrat šele začneš razmišljati o tem, kako boš pa reševal večje skupne zadeve. Ne? A boš uporabljal konsens, a boš uporabljal preglasovanje, a boš uporabljal kakšne tretje modele. Ne? Ta predstavniška demokracija, jaz ne vem točno, kako je to potekalo, boš ti, Miha, mogoče lahko povedal kaj več o tem. Ne? Kakorkoli poteka, ne? Ti v tem izbereš nekaj ljudi, ki bodo v tvojem imenu odločali naprej. Ne? Imamo pač varianto delegatskega sistema ali pa neposrednega predstavništva, kadar greš navzgor politično. Ne? V tem dejanskem življenju se pa ljudje zmenijo med seboj na ta način, komunistično, no, drugače se sploh ne morajo, ne? Kar pomeni, jaz bom prispeval to, kar lahko prispevam, ne? To bom dal, ne? Potrebujem pa seveda tisto, kar bo streho nad glavo, hrano in vse druge stvari, ki potrebuješ kot človeško bitje za preživetje. Ne? In ljudje stopijo skupaj in uredijo vse. Prav neverjetna je ta moč solidarnosti. Ne? To je vse konec koncev tudi pri naravnih nesrečah, ki sem jih prej omenjal. Ne? Čez noč preklopijo v popolnoma drug modus in ljudje so pripravljeni pomagati drug drugemu in narediti, kar je potrebno. Ne? Nič ne razmišljaš o tem, da se boš moral dogovarjati, da boš moral organizirati sestanek za to, da se boš zmenil kaj narediti. Ne? Pač skočiš, stopiš in zadeva deluje. In zadeva deluje lahko poljubno dolgo. Ne? Dokler se ne umeša od zunaj, ponovno omenil, ne? Ali aparat države ali pa aparat prisile. Ne? Če se umeša ta, potem imamo pa seveda popolno spremembo. Ne? Naslednja stvar, ki bi jo rad mogoče dodal tukaj, je pa, da ko razmišljamo o tem, ko imamo tisto perspektivo pred seboj, ne, kaj bi bilo, če bi bilo, ne, in kako bi ljudje delovali, če bi. Ne. Mi res ves čas pozabljamo na to, da je 80% vsega, kar ljudje v vsakdanjem življenju počnemo, v bistvu temelji na teh preprostih načinih, ne, sodelovanja z drugimi, pomoči drugih z drugimi. Ne. In niti ne vidimo, da poteka pravzaprav večina življenja onkraj in zunaj, tako države kot seveda gospodarskega sistema. V tem pogledu tudi nismo zmožni videti možnosti, ki jih je precej več, ne, za drugačno življenje, za drugačne načine delovanja. In jaz sem prepričan, da ni vprašanje o tem, a bomo iskali možnosti konsenza, bomo razmišljali o neposredni demokraciji z delegatskim sistemom ali pa celo sistemom preglasovanja z novimi parlamentarnimi variantami. To je drugotno ali pa celo tretja zadeva na lestvici. Ne. Prva je ta, na kakšen način bomo drug drugemu pomagali kot ljudje, ne, v situaciji, v kateri se znajdemo. Ne. In ta, po mojem mnenju, lahko deluje na precej daljši rok, kot si praviloma domišljamo oziroma zamišljamo. Tisto, kar je mogoče še treba dodati k temu, kar smo do zdaj že rekli, pa je, da naslednja točka, na kateri je prišlo do seveda ključnih razprav o tem, kaj se bo dogajalo z delavskim gibanjem v prihodnosti, je Srb. Ne. Torej, če je kladivo že bilo na nek način samoumevno, je bilo potrebno dodati še Srb k celoti, ne. Skratka, podeželje. Mora biti mesto na nek način oponent podeželju ali ne. In izkaže se, da je v bistvu edini način, na katerega lahko vladajo tisti, ki vladajo avtokratsko ali pa ki vladajo demokratično avtokratsko, kakorkoli pač to imenujemo, če narediš podeželje in mesto kot nasprotnika ali pa celo sovražnika. Ne. Takoj, ko jemlješ podeželje in mesto kot zaveznika v iskanju nekih boljših rešitev, se pa seveda tistim obstoječim režimom moči začnejo tresti hlače. Ne. In to je bila pa potem naslednja točka, ne, ki je bila zgodovinsko zelo pomembna. Ne. Torej ne samo mesto in ne zanemarimo podeželja. Ne. Ja, mogoče v
tem trenutku še lahko navežemo na en aspekt, ki si ga prej izpostavil, Rajko, to so ženske. Pač želeli smo tematizirati tudi vlogo ženske v Pariški komuni. Žal pač sogovornic za to trenutno nismo našli, ampak je predvideno pred začetkom spletnega predvajanja septembra, da naredimo še ženski pogovor o Pariški komuni. Bi pa se vseeno teme lahko dotaknili, odprli. Pač pomembno je, da so takrat v Franciji ženske bile brez volilne pravice. Pomembno je, da so pa vseeno ključno vlogo v Pariški komuni odigrale ne samo kot gospodinje, ampak tudi v bojnih vrstah in v drugih vlogah, ki so jih zavzemale. Mogoče Miha še odpremo ta aspekt. No, če se tu samo spomnimo na figuro, poleg nebroja drugih manj znanih žensk, Louise Michel, ne, ta, po kateri ima ime ta slavna aktivistična ladja, ne. Louise Michel, revolucionarka, je bila v teh tednih komune istočasno udeleženka političnih debat v teh številnih političnih klubih. To moramo govoriti o tem, da je v Franciji obstajalo že prej, takrat pa je sploh vzbrstelo, da so ljudje prišli in debatirali o zadevah in pozneje izvolili, ko je bilo že vprašanje na najrazličnejše načine, ne. Velikokrat dejansko s prevzemanjem vlog in skozi dekrete, ki so se pojavili, ki pa seveda v tistem momentu niso pomenili kakršnokoli omejitev, ampak kvečjemu olajšanje, ne. Da se pojavi recimo dekret, da mladoletni peki ne smejo več opravljati nočnega dela. To je kvečjemu olajšanje. Ali pa da nacionalna garda, ki se je vedelo, da je prestopila na stran prebivalstva, da ima svoj centralni komite. Naj ga ima, to je vendar naša vojska, ki nas brani, ne. No, Louise Michel se udeležuje teh debat, hkrati deluje kot bolničarka in jo vidimo tudi na barikadah s puško. Poleg tega, da mora verjetno nekje tudi živeti, pa jesti, pa spati, pa se ukvarjati z drugimi stvarmi, je že v teh treh segmentih vrenja nekaj tako mogočnega, da je v bistvu nepredstavljivo danes, ne. Kakšne vrste dejavnosti vse lahko delujejo hkrati, ko se zgodovina zamaje, ko se pričakuje nekaj novega. Ona je krasna pričevalka komune in treba je povedati, da zelo veliko teh neposrednih pričevanj govori o Parizu, kakršnega niso poznali. O nekem, vse so seveda bili na barikadah boji, pa ljudi so pobijali potem v Versailles kot zapornike in kot kaznjence, ampak velik del Pariza je bil pa strašno miren, lepo je funkcioniral, pravijo, stopnja kriminala je padla v hipu, ga ni bilo, no. Skratka, zelo prijetno mesto je postalo Pariz v tistih dneh, pravijo. Brbotalo pa seveda od najrazličnejših političnih doprinosov, ne. Ko je Rajko omenil Srb, seveda je treba reči, da je en glavnih mankov komune ravno nepovezanost s provinco, ne. Če omenimo to, da ni štartala na nacionalno, na francosko banko, je to mogoče poleg tega, da ni bilo možno oblikovati, ali ni bilo še časa, tega ne bomo nikoli vedeli, neko strukturo, ki bi zadevo peljala drugam, da so to trije najhujši porazi. Kajti to ni bila večinsko proletarska država, saj nobenega okolja v Evropi tisti čas ni bilo, ki bi bil večinsko proletarski, tako da bi bilo treba računati, kar je pozneje delavsko gibanje pripoznalo, tudi na kmete, seveda. Omenila sem tematiziranje ženske tudi zato, ker je ena od zanimivih kritik feminizma v tem smislu, kot ga poznamo danes, izhaja tudi iz Pariške komune, kot da je recimo feminizem posledica v bistvu razrednega boja in zaradi tega ženske ne moremo tematizirati več izven tega razrednega boja. Mogoče tvoj komentar. Je zopet vprašanje, na katerega nimam neposrednega odgovora. Jaz si ne znam predstavljati, da
je možen kakršenkoli feminizem brez razredne podlage. Ne? Tako kot ni mogoče zeleno gibanje brez razrednega elementa, na enak način tudi feminizem ni možen, pa še marsikatera druga zadeva ne. Če gremo nazaj v Pariško komuno, bi mene najbolj zanimalo to, kako misliti trenutno situacijo, zdajšnjost, ne, in možnosti, opcije, ki jih imamo danes, mi v tem kraju, v tem času, v teh razmerah. Ne. Prej sem omenjal to, da po 30 letih, odkar smo opravili s prejšnjo državo in s prejšnjim sistemom, ki, jaz moram reči vsaj zase, smo ga doživljali kot neravno demokratičnega. Imamo sedaj primerjavo, ne, ki seveda temu sedanjemu času niti približno ni v čast. Ne. Zadeve so slabše, kot so bile v 80 letih, v to ni prav nobenega dvoma, vsaj politično gledano, če že ne tudi sicer. In tisto, kar je bilo recimo v 70 letih meni komaj da doumljivo, se danes postavlja kot nemogoče. To je nekaj, kar so takratni oblastniki prodajali kot nekaj, kar je tako rekoč že pred durmi. To je pa odmiranje države. Ne? Odmiranje države je bila uradna politika takratnih komunistov oziroma takratne države. Ne? Pazite, danes si ne znamo predstavljati, da imaš državni aparat, ki ti skoraj da normalno iz dneva v dan ali pa vsaj vsake toliko časa pove, naš cilj je odmiranje države. Ne samo kar del, ne, ampak praktično to je bila uradna doktrina takratne zveze komunistov. Ne. Država odmira. Ne. In potem so delali različne centre na okolje. Ne. Iz tega je nastalo ime Center za dehumanizacijo, ne. Band, ki sem ga sam spremljal. Ne. Ker so delali različne te centre na mesto seveda teh državnega aparata. Danes pa pazite, kaj se je zgodilo. Pred nedolgo nazaj, kakšen teden ali pa dva nazaj, sem vprašal svoje študente med predavanji mimogrede, a si lahko predstavljajo življenje brez države. In ni bilo niti enega samega, ki bi si lahko predstavljal življenje brez države. Ne? To je nekaj, kar me je dobesedno po dolgem času seveda spravilo v situacijo, v kateri sem ostal res dobesedno brez besed. Nisem vedel, kako reagirati, kaj reči. Ne. Meni se je zdelo nekako samoumevno, ko si star 15 let, je prva stvar, o kateri razmišljaš, kdaj bo konc te države, ne, kdaj me bo država nehala uničevati. Ne. Danes to niti približno ni več samoumevno in ljudje sploh niso več, kako naj rečem temu, ljudem ne dovoli, bom rekel, vso to strukturno nasilje, ki ne obsega zgolj seveda represivnih aparatov, ampak še bolj ideološke aparate in še bolj tiste, ki jim rečemo mediji in pa celo tako imenovana kulturna industrija, popularna kultura in tako naprej, sploh nam ne dopuščajo razmišljati onkraj, zunaj okvirov tega, kar je naša resničnost. Ne? Zdaj, če lahko nekateri rečejo, ok, vse drugo si lahko zamišljamo samo konca kapitalizma, ne? Potem je to samo del tega simptoma, del te simptomatike. Ne? In a smo mi danes sploh zmožni razmišljati onkraj tega, ne? Onkraj tega, kar nam je dano, onkraj tega v teh meja, v katerih živimo. Ne? In če bi sklepal po tej ideološki indoktrinaciji vsaj študentov, s katerimi imam sam stik, bi rekel, da je morda na neki točki ta indoktrinacija 100% uspešna, ampak nikoli ni. Ne? V resnici se stvari dobesedno čez noč spremenijo in postavijo popolnoma na novo in tudi na nek način si zamišljamo zadeve na novo. Ne? Ampak mi moramo zdaj v začetku 21. stoletja vendarle razmišljati o zgodovinski izkušnji
Pariške komune, španske državljanske vojne, oktobrske revolucije, jugoslovanskega narodno-osvobodilnega boja, ki je imel seveda tudi nezgrešljive elemente socialistične revolucije, ne? Leta 1968 in študentskega upora, ne? Rožave recimo iz nedavnega časa, kaj jaz vem, vseh drugih podobnih bojev, ne? Recimo zdaj mi je padla na misel ta veličastna zmaga ljudstva v Čilu, ne, ki jo bodo upam tudi spremenili v nekaj, kar bo odprlo še eno okence v prihodnost, ne. Skratka, vse te uspešne, neuspešne boje je treba jemati zelo resno, ne, jih je treba premisliti, in kar mene najbolj muči pri vsej zadevi, je seveda isto, kot je mučilo Davida Graeberja, ne. To je vprašanje nasilja. Kako sploh se soočiti z nasiljem, kako nasilje prepoznati kot nasilje in kaj narediti proti nasilju brez nasilja. Ne z nasiljem, ampak z drugimi sredstvi, z nenasilnim, ne. In ta točka se mi zdi toliko ključna, ne, premisliti nasilje. Rekel sem, da bom o tem še nekaj povedal prej na začetku, pa bom že na tej točki seveda povedal tisto ključno, ne. Nasilja je več vrst, ogromno vrst, ne. Že prej sem omenjal različne oblike nasilja, ki ga niti ne prepoznavamo kot nasilje, ne. Že to, da vsakokrat, kadarkoli stopimo v neko trgovino in moramo za karkoli nakupljenega dobiti račun, pomeni, da naredimo en pravni akt, v katerem podpišemo pogodbo z nekom, ne, da smo opravili eno preprosto transakcijo, že to je nasilje, ne. Nekdo je prisiljen, da seveda ta račun izdaje in da zadeve tečejo po regelci. Ne, brez nasilja tega ne bi bilo, ne. Ampak najhujše nasilje, ki se zgodi med ljudmi, oziroma presežek tistega siceršnjega nasilja, na katerem temelji država in državni aparat, tistega strukturnega nasilja, je takrat, ko pride do notranjih spopadov, ki jim rečemo državljanska vojna, ne. Tam pa nasilje, po domače povedano, dobi mlade, ne. In razumeti to situacijo nam narekuje ponovno premisliti in pogledati, kaj se je dogajalo ob samem začetku Pariške komune, ne? Kako so, s kakšnim ekstremnim in ekscesnim nasiljem so že na samem začetku upora nastopili proti komunardom in kakšen je bil potem konec, ne? Ta je absolutno nujen premislek in jaz nimam odgovora na to, zakaj je tako, ne? Govorim samo o tem, da pred tem nasiljem, ki je ekscesno, si ne smemo zatiskati oči, ampak ga moramo poskusiti vsaj razumeti, poskusiti tematizirati, ne? In seveda nasilje rodi nasilje, ne? Tudi na drugi strani. Ampak do zdaj v zgodovini je vedno prišlo do ekscesnega nasilja, najprej iz tiste druge strani, ki je poskušala ohraniti obstoječe stanje, ne s strani tistih, ki so se temu nasilju upirali, ne. Ja, mogoče super iztočnica, še bom ti dala pač tudi besedo na to, ampak bi še dodala zraven, meni se zdi pomembno tudi razlikovati med različnimi oblikami avtoritarne oblasti ali pa ideološkimi oblikami, kot se zdaj pogosto povezuje in enači komunizem, fašizem, nacizem. Tu vseeno gre za različne stvari, pa tudi različne oblike nasilja, ne nazadnje. Miha? Ja, saj na to temo nasilja je že Rajko veliko povedal. Jaz bi se morda malo vrnil, ko so zaplapolale te besede, demokracija, demokratičnost in to, ne. Mogoče skozi to, da ja, ko ljudje tudi pravijo ne levi, ne desni, dajmo nekaj tako, namreč te rupture, ne, te slepe pege, jih samo levica prepozna. Vedno skozi 200 let zgodovine ali 250 je naloga levice in lepota levice, da prepoznava te stvari. Tako jih prepozna v Pariški komuni, kot danes na primer prepoznava
demokracijo, krizo demokracije. Sej avtokrat in desnica ne morata priznati in prepoznati krize demokracije. Hotel sem pa narediti ta obrat, da vendarle v času Pariške komune govorimo o času, ko ljudje ne uporabljajo tega izraza. Saj oni ne govorijo o demokratičnosti, o demokraciji, oni to izrazijo na drug način. Oni čuvajo republiko. Oni so z vsem srcem pri republiki, torej pri javni stvari in tako pojmujejo zadeve, ki se lahko urejajo radikalno drugače in o katerih se lahko dogovorimo, kot se Francija takrat že večkrat je v prejšnjih desetletjih, da gredo drugače. In gredo nekaj časa drugače, potem se spet sesujejo, tiranstvo in nasilje postaneta brezmejna, ampak demokracija se mi zdi pa prav danes ta izraz v vsem najboljšem, pa v vsem zlu, ki ga prinaša in skozi vso branje ameriške demokratičnosti, ameriškega pojmovanja demokracije, mimogrede in nasploh skozi vpliv, ki ljudem vsiljuje nezavedno, da je republikanizem nekaj, kar je pa desnega, ne, ravno zaradi ameriškega branja. Kdor je republikanec v času Pariške komune, je naš človek, ne. To je te vrste republikanstvo, ki nas napeljuje k temu, da moramo te tančine in razlike razberati in se dobro zavedati, kakšen je bil narativ v konkretnem obdobju. O demokraciji zanesljivo niso govorili, ni bilo pomena in smisla govoriti. Ne, vse to ni replika. Hvala, Miha, da si opozoril na to. Tako, ko sem omenjal demokracijo, sem jo omenjal ne samo v narekovajih, ampak eksplicitno za nasiljem, ki je vzpostavlja. To je ključen poudarek. Medtem ko vprašanje vodenja, človeškega življenja, tistega, kar je stvar vseh nas, javnosti oziroma ljudi, res publika, je vprašanje, ki ni tako zelo zahtevno. Prav to je dokaj nezahtevno. Ljudje se v glavnem seveda samo vodimo. Bom uporabil tale stari izraz, samoupravljavci. Skratka, znamo upravljati svoje lastno življenje brez vpliva in brez neke nujne potrebe potem, da bi nas vodil nekdo drug. To je, mislim, da je eno od glavnih stvari, ki so tako samoumevne, da jih ljudje ne vidijo, tako kot ne vidiš pač točke pred svojimi očmi. Mi res ne potrebujemo vodenja, da bi lahko preživeli. In to je še ena od teh stvari, podobno kot država, o kateri govorimo. Zdaj, a se bomo pa bolj naslanjali k konsenzu ali bolj k neki majorizaciji, dokler imamo to, čemur se reče liberalni sistem demokracije, imamo majorizacijo. Tam je tisti, ki ima večino, pač kralj, tisti kraljuje, nekateri vzamejo to dobesedno. Če le imam 46 glas, lahko delam dobesedno karkoli hočem v tej državi. Ampak to nima nobene zveze seveda s tistim, kar naj bi bilo res publika, ampak je njeno čisto nasprotje. Sam nisem pretirano navdušen, moram priznati, nad dolgim konsenzualnim dogovarjanjem in pogovarjanjem, je pa to absolutno boljše od vsega drugega, kar imamo. Da se razumemo. In če gledamo zdaj čisto primerjalno, antropološko, v vseh skupnostih, v katerih so morali iskati konsens v okviru dogovarjanj med seboj, so se ljudje naučili vsaj govoriti in argumentirati stvari. To pomeni, da ti ne moreš doseči nekakršnega koli dogovora skupaj z drugimi ljudmi, ne da bi se z ljudmi pogovarjal in ne da bi se tudi naučil argumentirati svoja stališča. Tam, ko se zares poskusiš dogovoriti z ljudmi, pa doseči vsaj minimalen konsens, tam pa seveda različni, kako naj rečem temu,
demagogi in podobni, ne morejo priti do izraza, ker ne morejo ničesar doseči. Tam je ravno prostor, v katerem demagogi obnemijo, dobesedno, ker nimajo kaj povedati, ker jim zmanjka, prej slej jim zmanjka štrene, ne morejo prepričati vseh ljudi v svoj prav. In v tem smislu se mi zdi, da prostor javne diskusije je tisti, ki je za preživetje ljudi, ne zdaj za demokracijo, karkoli naj bi ta zadeva bila, ampak za tisto javno skupno, za javno preživetje, za biti skupaj, živeti skupaj z drugimi ključno. Ampak kje se mi lahko pogovarjamo? Poglejmo si samo parlament. V parlamentu je razprava omejena na, 2 minuti. Vse v parlamentu lahko govorijo samo demagogi, se tam pravzaprav sploh ne moreš povedati ničesar, kar bo imelo težo, ker si omejen, ker ti ne dajo možnosti. Ne govorimo o tem, da bi zdaj nekdo moral 2 dni govoriti, ampak če ima nekaj za povedati, pa ne govori 2 dni, da bomo povedali vse, kar je potrebno povedati. Tukaj imaš pa samo, ali pa da ne govorimo o javnih medijih. V tem filmu, ki ga bomo videli potem septembra, imamo seveda krasen primer televizije in vloge televizije v tem modelu resničnosti. Predstavljamo si televizijo. Na televiziji lahko uspevajo samo spin doktorji. Samo tisti, ki zaspinajo v 5 stavkih stvari in jih speljajo v neko popolnoma drugo vesolje, samo da ne govoriš o bistvenih in pomembnih stvareh. Celo 1-urni format oddaje, v katerem se ti pogovarjaš s sogovornikom na televiziji, pravzaprav ne dovoljuje, da bi lahko prišli do javne besede, v kateri bi bilo mogoče nekaj povedati. 5 ur morda, ali pa 6 ur na neko temo, z zelo poglobljenim pogovorom. Ampak zopet, to ni stvar, ki je napisana na kožo demagogom, ampak nekomu, ki ima nekaj za povedati, ki zna stvari zargumentirati. In tega nimamo. Mi javne besede nimamo več. Mi nimamo javne besede v gostilnah, zaradi tega, ker so jo preglasili za muziko. Ti imaš v vsaki gostilni tako glasno muziko, da se ne moreš pogovarjati z ljudmi. Tako da dejansko živimo v svetu, v katerem se ne moremo pogovarjati, tudi če bi se hoteli. In ko se pogovarjaš, seveda zopet, Twitter je tak tipičen primer. Če znaš povedati nekaj v 2 stavkih, potem si velik frajer. Ja, demagog si, kaj pa drugega. Nekdo, ki smo mu rekli lapač, ki lapa, pa nič ne pove. V glavnem, brez veze, mi moramo, če hočemo imeti prihodnost, moramo najprej poskrbeti za to, da bomo sploh ponovno vzpostavili prostor javne diskusije, prostor javne besede, prostor, v katerem se ljudje pogovarjajo. In prav, če sem začel z Gustavom, kot prostorom, v katerem poteka današnji pogovor, pravzaprav ne more potekati nikjer drugje, ker to so edini prostori, kar jih še imamo v tej državi, pa sploh na tem svetu, v katerem se ljudje lahko pogovarjajo. Tukaj ljudje visijo tudi po dneve, pa se pogovarjajo med seboj. In prej ali slej seveda določene zamisli pridejo tudi v javnost, tudi k drugim. In zato so ti prostori, vsa ta samonikla prizorišča, kar jih imamo naokoli, ves čas pod udarom. Vsak oblastnik bo najprej sesul ta prizorišča. Rok smo izgubili pred 2 mesecema z nasiljem, in to s strahotnim nasiljem enega samodržca. In to je tipičen primer tega. Ja, tam je bila diskusija, ja, tam je bil javni govor, tam se je dogajalo, od tam so prihajale tudi zamisli, s katerimi smo lahko doživeli nekaj drugačnega, nekaj drugega. Ja, se zato imamo te prostore. Tukaj bi rad ta nov samodržec, ki se šele na nek način kaže, kot bodoči samodržec, bojim se, da bo, ko bo dobil naslednji mandat, bi preselil pekarno v Melje. Ja, zakaj? Zato, da boste tiho, da vas bodo utišali. Jasno, da. In dokler ne bomo imeli, dokler se ne bomo zopet priborili pravice do tega govora, do razprave, pač bomo morali iskati samo neke rezervne možnosti. In javni govor je tisti, ki omogoča sploh političnost kot tako, sploh sfero političnega. Če nimamo javnega govora, potem politike nimamo. In mi v tem trenutku politike dejansko, de facto nimamo. Ne moremo je živeti. V
tem smislu, da aktivno sodelujemo v njej, nikakor. Dotaknili smo se spet filma in mediatizacije zgodovinskega dogajanja. Miha, mogoče bi še kaj o tem procesu. Meni je fascinanten tudi ta proces, ki ga je Peter Watkins uporabil za snemanje filma, v katerem so sodelovali praktično vsi sodelujoči in mislili ta film, ko je nastajal, mislili komuno, jo premišljevali skozi svoje doživljanje, spomine, in jo na nek način tudi udejanjali na prizorišču snemanja filma. Ja, v tem filmu je še ena lepota, da je posnet v istih tovarniških halah, kjer je tudi pionir filma Georges Méliès začel s svojimi čarovnijami, tako da je še ta lepota zajeta, ne. Ja, Watkins je v tem sploh izjemen tudi z drugimi filmi, temu rečejo potem uradno žanr pseudodokumentarca, ne. Odigran dokumentarec, ali kako bi temu rekel, ne. Punishment Park je še bolj eklatanten primer, ne. Tisto strahovito nasilje nad mladino v ZDA. Ja. No, to manj poznam, jaz sem bolj njegove filme gledal, nisem pa, misliš skozi filme, da teoretsko deluje? Ja, mogoče sam dodam, torej ne samo njegovi filmi, ampak tudi njegova teoretska misel o medijih in o filmu je pač kritika v bistvu obstoječega sistema. Tako, ja, kot rečeno, kot se skozi pozicijo televizij, ne, versajska televizija in televizija komune, to zelo lepo vidi, ne. Sem pa še o eni drugi stvari razmišljal, da je v bistvu Badiou zelo poudaril ta moment v komuni, do katerega je Rajko zdajle pripeljal. To pa je neka nenavadna, težko jo mislimo danes, ko je politika tako razvrednotena, ne? Ko se tam govori o interesih in o lobijih, o vsem drugem, o neki namišljeni ekonomiji, o tovrstnih zadevah, ne pa o tej bistveni politiki, ki jo je komuna zapopadla, ne. Govori pa namreč o politični disciplini, ne. To je nekaj drugega, kot recimo strankarska ali pa partijska disciplina, je prav ta politična disciplina ljudi, ki se verjetno eno popoldne tam aprila zberejo v Parizu, morajo predebatirati eno stvar, jo sestavijo, jo obesijo potem deklarativno javnosti, imajo do nje neko odgovornost in delujejo izrazito politično, ne. Ne morejo drugače delovati, ne. Nazaj so si vzeli politiko, ki jim je on Napoleon III vzel in jo zmaličil v nekaj, ne. Mimogrede, ko so pa od njegovega strica Napoleona, ko je umetnik Courbet, če gremo še malo v sfero umetnosti, podaril, velel podreti ta njegov obelisk, je bil seveda kaznovan, dobil je pol leta zapora in na lastne stroške je moral potem spomenik tudi nazaj postaviti, ko so komuno razsuli. Watkinsa gledate septembra, ne? Ja, to je vsekakor, mislim, treba je narediti reklamo za ta film, ali antireklamo, ali kako se temu reče. Ja, to je dejansko vredno ogleda, ker je film diha, populacija, ki je zelo mešana, ne. To so naturščiki, ki prihajajo z vseh vetrov, ne vem koliko nacionalnosti nastopa v tem filmu, mimogrede tudi v komuni se pojavi precej raznolikih nacionalnosti, in vsekakor diha in ima še to lepoto, da je sem pa kaj podkrepljen tudi z fakti, ne. Iz te množice gradiva primarnega in sekundarnega, ki obstaja v pariški komuni. Še komentar? Ja, vsega je po malem, ne, v tistem filmu. Predvsem pa mene, vsaj kolikor sem videl, ne, moram reči, da brez prevoda in podnapisov ga nekoliko težje spremljam, glede na moje neznanje francoščine. Fascinira me sproščenost, ne. Fascinira me to življenje in pravzaprav duha komune so protagonisti pravzaprav znali na neverjetno subtilen način spraviti v filmski jezik, ki niti ni potreboval, ne vem kako dosti montaže, imam občutek, ne. Ampak je spontano pravzaprav zadeva bila takšna, da je dejansko samo dokumentiran in sestavil skupaj, ne.
Zdaj, mogoče bi dodal prav to spontanost, ne, to neposrednost ljudi. Ne. V teh primerih, ki sem jih že prej omenjal, ne, v katerih pride do zloma obstoječega ali pa tik pred zlomom, ne, samega obstoječega režima, ko se ošibijo tiste nevidne trde roke, ne. To niso samo nevidna roka trga, ampak so nevidne jeklene pesti, ne, ki držijo ljudi v šahu. Ko se te nekoliko zamajajo, ne, in ljudje pridejo do tega, čakajte, od zdaj naprej pa pravzaprav oni ne bodo skrbeli zame, ne, zdaj moram pa sam poskrbeti zase. Ljudje to naredijo mimogrede, ne. In eno od učinkov teh prelomnih časov, ko v bistvu stopiš onkraj tistega, kar je bilo do takrat samoumevno in dano, ne. Ponavadi se to zgodi spontano, niti ne veš točno, da se je zgodilo, ne. Ko se je, seveda dobro veš, kaj se je zgodilo. Se zgodi nekaj, kar so seveda tudi v našem partizanskem gibanju zelo jasno poudarjali in mi to precej zanemarjamo v našem zgodovinskem spominu, to je tovarištvo. Ne samo, da pač so ljudje imenovali drug drugega tovariš, ampak so v resnici živeli to tovarištvo. Ne. Prej sem govoril samo o solidarnosti, ne, kot o najbolj elementarnem načinu našega človeškega delovanja. Tovarištvo je pa že ozaveščen način solidarnosti, ne, ampak bistveno pa je to, da v tem sistemu postaneš enak drug drugemu. Ne. Če smo prej omenjali ženske, ne, kot akterke revolucije, ne, v teh primerih zgine celo tista tradicionalna hierarhija, ki jo na nek način jemljemo kot skoraj da naravno, ne, torej razliko med moškimi in ženskimi, ne, subjekti med ženskami. Ne. Torej izgine celo tista patriarhalnost, ki jo jemljemo v Zahodu kot nekaj samoumevnega, ne, kot dediščino človeštva in je jasno, ravno tako kot država in vsi drugi sistemi prisile, nekaj, kar seveda drži stvari po konci. Tam pride do tovarištva, ne, tam pride do enakosti. Ne, in ko so ljudje zares enaki, ko začutijo enakost, ne, ko nihče ni bistveno pomembnejši od drugega, razen po tistih značilnostih, zaradi katerih je pa drugačen, ne, boljši, ne vem, tu so potem lahko vojaški borci ali pa strategi, ki potem postanejo poveljniki, ne, in imajo seveda potem ne samo pravico, ampak tudi dolžnost, ne, voditi posamezne enote. Tu so mojstri, delavci, ki obvladajo določen posel, ne, in so zaradi tega posla potem vredni, ne, pomembnejši, ne, od drugih. Ne. Ko te razlike postanejo ozaveščene, tovarištvo še vedno ostaja. Ne. Še vedno smo tovariši, kljub temu, da vemo, da smo različni, ne, in da na različen način prispevamo k celotni skupnosti. No in ta enakost, ki se razvija v teh trenutkih, preden se lahko vzpostavi nov model dominacije oziroma gospodstva, ta enakost je liminalna. Ne. To imamo v antropologiji zelo jasen koncept liminalnosti, skratka faze, ko si na nekem pragu, ne noter, ne zunaj, ne v enem, ne v drugem sistemu in modelu. In v tistih trenutkih se vedno vzpostavi neka skupnost enakih ljudi, ki jo je potem Turner pa mogoče že prej jo imenujemo komunitas, ne, torej tista skupnost, ki v nekem trenutku deluje. Zdaj, ponavadi so ti obredi prehoda, rečemo tej zadevi čisto tehnično, tudi če govorimo o celo političnih in družbenih dogodkih, ne pa samo o posameznih skupnostih, spremljajo spremembo, ne, spremljajo nove režime, ampak v tistem trenutku, ko padejo, ne, se pokaže pravzaprav, kaj človeštvo
pravzaprav je. Ne? In vse te laži, s katerimi živimo, ne? O dominaciji, o samoumevnosti razlik kot hierarhij, o samoumevnosti tega, da je nekaterim bolje poslano, drugim pa ne, da so nekateri rojeni za gospodarje, drugi pa za sužnje. Vse te stvari padejo. Vse te stvari postanejo popolnoma nepomembne, ne? In kristalizira se tista najbolj elementarna človeška prvina, ne? Ki, dobro, zopet bom ponovil, ne, ki jo razumemo kot solidarnost, ampak še več, ne, tista najpreprostejša človeška lastnost, ne, v kateri pomagamo drug drugemu, ne, in delujemo s soljudmi na način, ki je človeški, se izkaže, da je prav ta tisti temelj, ki je človeštvo pripeljal, kjer je. Ne. In tisto ekscesno nasilje, o katerem sem prej govoril, ne, in je vedno najprej usmerjeno proti temu, ne, je namenjeno temu, da to resnico pravzaprav sesuje, ne, da to resnico spravi tja, kamor spada, ne, to je v recimo družbeno nezavedno, ne, v tisto, ki ga nekako ne moremo obvladati. Ne. Ampak resnica pride na površje, ne, v eni čisti nepotvorjeni obliki. To je pa tovarištvo, ne, to je skrb za soljudi, ne, v tem okolju. In to je verjetno najbolj neznosno za nosilce reda, za nosilce oblasti, ne, ki vidijo, ne, da je drugačen svet dejansko mogoč. Ja, mogoče še ena aktualna tema, ki bo po mojem mnenju pokazala to zmožnost solidarnosti, vsaj v Sloveniji, je seveda tema o pitni vodi. Mogoče lahko še kaki drugi primer iz sedanjosti povežemo s tem, ko se lahko solidarnost pač zaskrbljenih, odgovornih prebivalcev neke države pokaže v pač tudi taki politični manifestaciji, kot je referendum. Ne? Mogoče Miha še imaš kako drug primer. No? Zdaj, ko je ravno 30-letnica od cepitve, ali kako so poučili, da se gibljamo v krogih, ki govorijo o cepitvi, ne o osamosvojitvi. Do osamosvojitve bo nekoč prišlo ali pa ne bo, ne vem. Ja, pri referendumu je zlasti treba razmisliti o tej neskončni birokratščini in o tem, o vedno težjih postopkih, kako ljudje lahko uveljavijo svojo participatorno ali katerokoli drugo voljo. In to se je lepo videlo pri tej pobudi. Ne. Dejansko nekateri so morali si vzeti ne vem koliko časa, bili sta dve različni pobudi, plačati 5 evrov parkirnine pred upravno enoto. Jaz sem imel to srečo, moram povedati, da za Bežigradom je celo vratar rekel, gospod, ampak veste, sta dva obrazca. Tako da jaz sem bil čisto čaran, sem rekel, wow, to pa zelo redko slišiš, da kdo pristopi na to stran in tako olajša delo. Predvsem razmišljam v tej smeri, ja, kako je aparat dejansko otežil te postopke oziroma postopke, do katerih ne bi sploh prišlo ali pa da se sploh ubadamo s problematiko pitne vode. Tako gledam na te zadeve skozi neskončno oteženo administracijo in strahovito nepotrebnostjo tega, da se je s tem sploh treba ukvarjati. Se pravi, dvojni udarec na dveh nivojih nam je življenje oteženo, ko bi vendar lahko bilo popolnoma drugače. Ja, jaz bom pa dodal, imam kar dve oziroma tri stvari, ki bi jih rad povedal v zvezi s tem. Prva je ta, da je ta referendum mobiliziral ljudi in pisemske ovojnice, ki so prihajale na naslov 8. marca, so prihajale, ko sem prej omenjal podeželje in mesto, ne, iz vseh podeželskih krajev v Sloveniji. Ne. To ni bila stvar samo neke ljubljanske eko-elite, ne, ampak preprostih ljudi, ki jim je mar za to, v kakšnem svetu živijo. Ne. To je prva stvar, izjemno široka mobilizacija ljudi je bila. Ne.
Druga je ta, da mora nas skrbeti možnost, bom zopet uporabil ta izraz, ne maram ga, ampak je edini ustrezen spinanja, ki se ga bodo poslužili oblastniki s svojimi kratkimi sporočili na Twitterju in pa s svojo demagogijo v javnih medijih, ki jim bo namenil bistveno več prostora in časa, kot si ga zaslužijo. In bodo ljudi spravili v zmedo in jih bodo tako zmedli, da bodo ljudje verjetno razmišljali o tem, zakaj bi pošel na ta referendum. Ne? Na ta referendum ne bomo šli samo zaradi pitne vode, ampak zato, da povemo ne, dost vas imamo, adijo, dost, konec. Bom pa še nekaj drugega povedal. Na svetu seveda obstajajo različne utopistike, različni načini, kako misliti prihodnost, ampak tudi kako živeti prihodnost. Ne? In ena od teh utopističnih variant, ki se jih grejo ljudje po svetu, meni osebno ni pretirano blizu, jo pa zelo cenim, so različne ekovasi. In v ekovaseh pač ljudje živijo po načelih, ki sem jih prej omenjal, ne, zelo vsaka pravzaprav je zgodba zase, ne, čisto vsaka. Je pa odvisno od tega, kakšni ljudje živijo tam in kakšne namene imajo. Ne. In za eno ekovas v Španiji, ne spomnim se njenega imena, je v nekem trenutku postal najpomembnejši prebivalec te vasi, edini človek, ki je znal poskrbeti za pitno vodo v tisti vasi, zaradi tega, ker skrbeti za pitno vodo je veščina, to je zelo, zelo zahteven proces, tudi če imaš dober izvir v bližini, moraš poskrbeti, da seveda ta pitna voda ostane pitna, ker pride tudi do ljudi, ki jo potrebujejo. Ne? In kako jo ali filtrirati, ali pa shranjevati, ne? Na kakšen način jo pripeljati do ljudi, to je vse prej kot preprosta zadeva. Ne? In ko so izgubili tistega človeka zaradi notranjih sporov, so po 2 mesecih morali ga na kolenih prositi, da je prišel nazaj in da jim je tisti zvir zopet uredil to, da je bila voda ponovno neoporečna. Ne. Tako da to, referendum za vodo, skrb za vodo, to ni nekaj, kar je tako samoumevno in samodejno. Ja, imamo srečo, živimo v deželi, ki je pač dovolj vodnata, ne, da imamo dovolj virov, suša nas lepa ne bo sesula, ne, ampak to, če bomo pa za vodo delali na ta način kot navadni bebci, ne, nas pa lahko pripelje zelo hitro v katastrofo. Ne. To je pa zadnji razlog, zaradi katerega absolutno treba iti na referendum in preprečiti, da bodo lokalni šerifi, pazite, zdaj bi po tem zakonu dobili pravico do tega, da odločajo o tem, kaj bo mogoče graditi na obrežju rek, ne, lokalni šerifi, ne, torej majčkeni, koliko je teh 300 ali koliko teh avtokratov oziroma izvoljencev ljudstva, ne, skratka županov. Vsak župan posebej ne bo skrbel za en majčken košček neke reke, ne, in bo zagotovo ravnal v najboljšem interesu celotnega ljudstva in pa seveda predvsem rek, ne, in obrežje. Tako da ja, absolutno treba iti na referendum in zadevo v kali zatreti, s tem, da je treba vedeti, da predhodni zakon še bolj, oziroma sedanji zakon bolj strogo, kako se temu reče, je bolj strog do same gradnje, ne? Ni tako strog do izjem. Ne? Prej je bila izjema, ki jo je naredila država, zdaj bodo pa to lokalne občine. Ne? Prej je bilo do same brežine, zdaj pa 15 metrov stran. Ne? In na ta spin nas bodo lovili. Ne? Saj zdajšnji zakon pravzaprav bolj vodam naklonjen od prejšnjega. Ne? Vi boste krivi, ker boste sesuli vodotoke, če boste glasovali proti. Ja, mislim, da si se dotaknil še ene pomembne teme, to je naše lastne odgovornosti, ko se nekako udeležujemo javnih debat ali pa boja za javno dobro. Je tudi naša odgovornost, da se pozanimamo, kaj v resnici je za tem oziroma o čem se odločamo, ko se odločamo. Mogoče še pozovemo k komentarjem, če obstaja kak interes
zaenkrat ne. Bomo še preverili spletne komentarje, mogoče, če se kdo klaplja na naš spletni prenos. Sicer pa, Miha, mogoče še zaključna misel, zakaj se ti še zdi pomembna Pariška komuna danes, zakaj jo je potrebno misliti? Da bi še pri teh zadevah kaj dodal, ja. Ali pa če poznaš še kako tako podobno temo, javno stvar, za katero se treba boriti? Ja, saj to si zdaj sama odgovorila. Ravno zaradi pomena javnosti, političnosti, možnosti, kot se reče, družbeno-političnega delovanja zunaj okorelega strankarskega sistema, mimo teh zapovedi, ki so, zdaj govorijo tudi o vrednotah, kot da so vrednote nekaj od Boga danega in nekoč odprej, da so zadeve takšne, ki so vedno znova postavljene kot vrednote. In to je en moment, ko so se vrednote vzpostavile, prekobalile, dale možnost, da se postavi nekaj na novo, pa je bilo to v kali zatrto, kot so bile mnoge revolucije, ali pa so imele to smolo, da so se dogajale sredi svetovne vojne, da so imele obenem še državljansko vojno. Spet smo v teh kontekstih in konstelacijah, kjer je zelo veliko militantnosti in nasilja in se je treba vsekakor s tem tudi bojevati in zavzeti to vrstno aktivno mirovniško držo, tako bi rekel. Rajko se najbolj strinja. Antimilitaristično. Absolutno se strinjam, Miha, jaz si skoraj da ne upam ničesar več dodati, ker prav ta mirovniška, antimilitaristična drža je tisto, kar je naša dolžnost, bolj ali manj, predvsem pa prepoznavati in razkrinkavati nasilje, to strukturno nasilje, ki se dogaja, nasilje nad begunci, nasilje nad tujci, nasilje nad drugačnimi, nasilje nad ženskami, nasilje nad komorkoli, ki je na kakršenkoli način zaradi česarkoli podrejen. Ne? Tega nasilja je toliko, da boli glava, in če tega razkrinkavamo in ga sesuvamo, bomo naredili ogromno. Naslednja stvar pa je, mi moramo biti, kako ne rečem temu, bo malo drugače zastavil. Vprašanje je, zakaj se sklicevati, zakaj se spomniti Pariške komune. Ne? Spomniti se moramo predvsem tistega, kar je Pariška komuna pokazala, to je potrebo po drugačnem svetu, potrebo po drugačnem življenju. Ta ni umrla s smrtjo komunardov, ta ni umrla z 19. stoletjem, ne z 20. Ta ostaja z nami. In ta potreba je evidentna. Mi moramo misliti, mi moramo tudi živeti drugače. Ne? Meni osebno, ne, bom še enkrat ponovil, so najpomembnejši takšni prostori, kot je Gustav, za ohranjanje, prej sem govoril seveda o javnem diskurzu, o javnem govoru, o javni sferi in o političnem, ampak tudi za najpreprostejše mentalno in kulturno, tako rekoč, kako rečem temu, dezinfekcijo, ne? Od tistega, kar nas čaka za temi zunanjimi zidovi. Morda še ena skrb, kako bo to delovalo v šolskem sistemu, pa zdaj ne mislim, da bi po starem spet morali imeti učne ure Pariške komune, izraziti pouk zgodovine delavskega gibanja. Ne, bolj mislim na to, da je šola postavljena drugače. Kajti čas po Pariški komuni, kot rečeno, je pol čas vzpona nemške socialdemokracije, ki pa dela intenzivno na ženskem vprašanju, ima svojo šolo, dela na problematiki vrtcev, šolanja, da ne govorim potem tudi o naslednji periodi, kako anarhizem v Španiji dela vrtce. Desetletja preden pride leta 1936 do dogodkov v Barceloni, je tu že moment vzgoje in izobraževanja, ki ima neko daljšo pot.
to pa se mi zdi, pa nočem končati pesimistično, ampak kako to vnesti v šolski sistem, kako ga predrugačiti na ta način, da bi bili zvedavi mladi ljudje zmožni misliti drugačen svet, da bi bili zmožni misliti drugače, kot je to v kalupih. To se mi zdi pa izjemno pomembno. Ne bom rekel zaskrbljujoče, ampak dejansko pomembno. Prostori, kot je Gustav, so ogromno, debatni krožki so, ampak bojim se, da bo premalo in bo treba tukaj še in še nekega dela. Jaz bi mogoče dodala spodbujanje kritične miselnosti, ne? Torej kot načina delovanja, življenja. S tem, da da ne bomo mi zdaj v nedogled, ker seveda bi lahko razpravljali še, mislim, da kar nekaj časa, ostajamo nekje v tem razpoložljivem formatu. Še vam mogoče dam eno to misel za prihodnost. No, saj smo se že dosti nanašali na to povezavo med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, ampak kako misliti prihodnost skozi perspektivo Pariške komune? Ja, jaz mislim, da sem že večkrat omenil, da se moramo učiti iz tistih najbolj pozitivnih, najbolj človeških plati življenja komunardov iz osvoboditve. Ne. Oni so se osvobodili jarma, vsaj v tistih, kako se rekel, 72 dneh. Ne. Oni so bili v resnici svobodni, vsaj v nekem krajšem obdobju. In že to sploh govoriti o svobodi, ne, se mi zdi, da je lahko radikalno subverzivno, ne, in nam odpira obzorja za prihodnost. Rekel bi tudi to, da mene za mularijo ne skrbi, za najmlajše, ki se jim vedno odpirajo ta obzorja, takrat, ko začnejo razmišljati o vsem skupaj. Morda bi malo optimistično dodal k tistemu, kar si ti prej, Miha, povedal, da mogoče je pa še dobro, da je šola tako indoktrinacijska, ne? Zato bodo začutili potrebo potem, da se nečesa naučijo zunaj šole, ne? In zunaj šole je ponovno, ne, treba ohranjati prostore, v katerih je mogoče kritično razmišljati, seznaniti se seveda z drugimi, ne, širšimi konteksti in z informacijami, ki jih nikjer drugje ne dobiš, predvsem pa z mišljenjem, ki gre onkraj tistega, na kar smo vajeni. Ne. Kako pridemo onkraj tega? Preprosto, če smo ljudje, moramo iti onkraj tega. Ja, smo zmožni predstavljati si, ne? Še tvoja zaključna za prihodnost? Ja, to mišljenje je bil ta bolj alternativni šolski sistem, bi rekel, procesi šolanja, izobraževanja zunaj aparata države, tako bom rekel. Tukaj je pa še veliko dela in k sreči imamo to vrstne pobude. Ena od teh pobud zdaj v sredo goji tudi delegacijo zapatistov iz Chiapasa, tako da prihajajo ljudje iz drugih zemljin, kot se reče lepo po starem, s svojimi močnimi izkušnjami in zagotovo takšne izmenjave. Tudi če so številčno dosti skromne, da ne gre to za desetine tisočev ljudi, pomenijo zelo veliko. Prav. Tudi nam pomeni zelo veliko, da sta bila naša gosta. Hvala lepa, Rajko, hvala lepa, Miha. Za danes se s tem pogovorom od vas poslavljamo, se tudi zahvaljujemo vsem, ki so nas spremljali na spletu in seveda vabimo k nadaljnjim projekcijam, ki jih boste lahko zasledili v naslednjih mesecih in seveda tudi na festival s spletnim predvajanjem filma Pariška komuna Petra Watkinsa. Lahko noč.